Kako komentirate koalicijsko dogovarjanje oziroma dogovarjanje koalicije, pa tudi recimo samo ravnanje Desusa zdaj v samih pogajanjih? Meni osebno se pravzaprav potrjuje teza, da teorija o blokih ne pije vode. Kot prva ugotovitev, kot druga ugotovitev je to, da vsaj v zvezi z Desusom, da bo ta koalicija po vsem, kar je videti, zelo interesno pobarvana, se pravi motivirana z koristmi, ki bo vsak pač od zainteresiranih koalicijskih partnerjev lahko tam noter realiziral, bodi si na kadrovskem, bodi si na kakšnem drugačnem področju, in da bo precej trda, da ne bo enostavno. Niti sestav, niti vlada v končni fazi tako vlada. Je pa seveda vso to dogajanje okrog izboljšanja upokojenskega statusa precej nerealistično. Če gremo kar naprej. Ja, torej, meni se zdi, da seveda je očitno Borut Pahor postal najverjetnejši mandatar z najdaljšim stažem do zdaj. Ta vlada se, imam občutek, sorazmerno dolgo sestavlja in pogajanja, po mojem mnenju, je v tem času, v teh okoliščinah popolnoma neprimerno, da se sučejo predvsem okoli pokojnin. Takšna stvar v teh razmerah po mojem ni na mestu in upravičujejo se napovedi, oziroma srečujejo se napovedi, da bo Desus pač drag koalicijski partner in na nek način to tudi napoveduje, kako se bodo zadeve odvijale v prihodnosti. Najverjetneje bo Desus oziroma minister Erjavec zelo naredil to koalicijo zelo dinamično, ker bo verjetno poskušal vnovčiti tudi v prihodnosti, v vseh konkretnih zadevah, ki se bodo dogajale, to svojo relativno težo, ki jo dobil volitev. Se torej v bistvu nekako ponavlja zgodba iz predvolitev, iz predvolilnega boja, ko se v bistvu poudarjajo, ko so polemike o neprimernih zadevah oziroma o tem trenutku neprimernih zadevah. Ko bi mogli govoriti o drugih zadevah, govorimo o pokojninah. Zdaj, v tem trenutku zagotovo najmanj primeren čas, da je Slovenija brez vlade. To je nekaj, kar je objektivno dejstvo. In zagotovo je zdaj najmanj primeren čas, da se govori skoraj izključno samo o pokojninah. Zdaj bi se moralo govoriti morala bi biti na mestu vlada, takšna drugačna, kakršnakoli že sestavljena, ampak vlada, ki bi imela polnomočje in ki bi se začela ukvarjati s tem, kako rešiti situacijo, v kateri se je znašel svet oziroma Slovenija v tem kontekstu. Pokojnine seveda so pomembne, ampak če ljudje izgubljajo službe, če ni dela, tudi financiranje pokojnin ni možno od nikoder. Še vi, gospod Mogarovič, na kratko. Ja, dolgo sestavljanje koalicije nekako kar splošen slovenski problem. Slovenija je država, kjer se koalicije dejansko sestavljajo dolgo časa, ker dolgo časa je potrebno, da se pride do vlade. Tukaj bi bilo treba predvsem razmišljati o institucionalnih rešitvah, ki bi lahko ta proces skrajšale. Kljub temu jaz mislim, da koalicija bo nastala in tudi z nekimi manjšimi pretresi tudi bo delovala vsaj nekaj časa. Kar zadeva Desusa, je tukaj več dejavnikov na delu. Prvič, Desus je močno interesno obarvana stranka, one issue stranka, ki seveda mora zelo močno staviti na tisto, kar seveda je temelj njenega uspeha in preživetja, to pa so seveda upokojenci. Drugič, Desus je jeziček na tehtnici, brez njega seveda koalicija nima večine. In tretjič, Desus se je nekako iz Janševe vlade navadil, da lahko uveljavlja svoje interese kar precej učinkovito. Tega, kar v vladah pod LDS-om ni mogel početi, je lahko počel v vladi, ki jo je vodila SDS. In zdaj seveda vsaj predsednik Erjavec poskuša nekako, kolikor se da ta vzorec prenesti tudi v novo vlado.